tesnobe. Dober večer, lepo pozdravljeni. Najprej, ker sem zadnja, si bom privoščila mogoče majhno drugačno predavanje, kot ste jih bili danes vajeni, malo bolj sproščeno. Pa naj vas najprej vprašam, kako ste? Ste kaj utrujeni? Ja, ste utrujeni. Pa verjetno ne samo zaradi teh izjemnih informacij, ki ste jih slišali, ali pač? Ne, nikakor ne. Okej. Ker moja teza je namreč, da nikoli v zgodovini še nismo bili tako zelo informirani in še nikoli v zgodovini naši možgani niso bili tako zelo utrujeni in tesnobni. In kot lahko vidite, na to predavanje ali govor sem prišla s tole črno škatlico. V tej škatli je nekaj, kar je meni osebno zelo, zelo pomembno in verjamem, da je tudi vam osebno zelo, zelo pomembno, vsebina te škatlice. To škatlico tako ali drugače vozite s seboj, kamorkoli greste. In to škatlico ali pa vsebino te škatlice vam vsak dan nekdo vzame. Paradoks je, da velikokrat vsebino te škatlice damo prostovoljno. Čeprav se morda niti ne zavedamo, da vsebino te škatlice v resnici nikoli ne moremo dobiti nazaj. Kaj je v tej škatlici, si verjetno predstavljate že sami, imate mogoče svoje ideje, ampak jaz si bom dala takole klele zraven mene, da nas bo ves čas spominjala, vsebino te škatlice pa vam razkrijem ob koncu. Zdaj pa še eno vprašanje za vas, kolikokrat danes, recimo, če morda kdo ve, je morda kdo štel ali pa si zna oceniti, je pogledal v svoj telefon, v svoj zaslon. Okej, nimamo številke. Mogoče, če dvignete roko, kdo od vas je pogledal v telefon, še preden je vstal iz postelje? Ja, veliko vas je. Okej, veliko vas je. No, naj povem, da sem tudi jaz, pa ne danes, ampak res dolga leta, skoraj 2 desetletji praktično. Namreč, zakaj sem bila sploh povabljena na teden možganov? Jaz sem si vse življenje, odkar pomnim, želela postati novinarka. In pred slabima 2 desetletjama se mi je to tudi uresničilo. Najprej sem delala na radiju, potem pa na eni od najbolj gledanih komercialnih televizij pri nas. In v bistvu kot prodorna novinarka, ki se je takrat specializirala za področje pokrivanja notranje politike, sem v bistvu več kot 15 let živela v dobesedni stalni budnosti, torej povezanosti s svetom, digitalni povezanosti, če želite. In zjutraj sem se navadno zbudila z telefonom v roki. Še ko je bila tema, navadno še pred budilko. Prva stvar, ko sem odprla oči, je bil telefon. In prebrala sem vse. Novice za včerajšnji dan, novice, ki sledijo danes, napovednike, analize včerajšnjih oddaj, vse sem prebrala. Treba se je bilo namreč pripraviti. Treba se je bilo pripraviti na današnji dan, torej kaj je danes pomembno, katere afere se bom lotila. Še preden sem spila prvi požirek vode, sem v bistvu že skoraj 1 uro scrollala po telefonu in danes bi lahko rekla, da sem prebrala kar cel internet. Potem pa sem ugotovila, da je toliko že ura, da bo treba vstati, kaj pojesti in se odpraviti v službo. In ja, seveda, odpravila sem se v kuhinjo, popila tisti prvi požirek vode in kaj mislite, kaj je bilo ob meni? Moj telefon. Moj pogled je bil stalno usmerjen v moj telefon. Bil je na pultu, kadar sem rezala salamo, kruh, sadje, odpirala jogurt. Če ni bil na pultu poleg mene, sem se pogovarjala po telefonu, ker so me zmotili kakšni klici uredništva ali pa klici politikov, ki so kaj želeli, da jih pridem posnet, ali pa klici PR-ovcev, ki so želeli, da pridem dejansko njihov dogodek pokrit.
In potem tudi, ko sem dejansko prišla v službo na uredniški sestanek, ta je bil ponavadi 9:30, sem seveda se mogla še dodatno pripraviti na uredniški sestanek in moj pogled je bil stalno usmerjen v telefon. Tudi med uredniškim sestankom. In po uredniškem sestanku, ko sem že vedela, kaj je moja današnja tema, spet pogled usmerjen v zaslon, bodisi v računalnik, bodisi v telefon. Kar naprej sem iskala kontakte, informacije, preverjala zadnje novice in tako naprej in tako naprej. In ne boste verjeli, tudi čez dan, ko sem šla na teren in ko sem prišla nazaj z terena, spet sem pogledovala v telefon. Med malico, medtem ko sem šla iz pisarne v pisarno, ko sem odhajala na WC in nazaj iz WC-ja, kar naprej sem imela v roki telefon. Non-stop. In spomnim se sodelavca, ravno nedolgo nazaj sem ga videla. Zdaj že bivšega sodelavca, ampak on je še vedno na tej televiziji in mi je rekel: Suzana, a se ti spomniš, kolikrat sem te jaz srečal na hodniku, sem te želel pozdraviti, sem te pozdravil, pa me sploh nisi zaznala. Sem rekla: vem, Edi, vem. Rekel: kaj je s tabo? Ti si bila fizično sicer prisotna, ampak mentalno si bila pa čisto v nekem drugem svetu. In Edi je imel prav. Moj pogled ni bil usmerjen v ljudi, bil je usmerjen navzdol. Ves čas sem bila med nekim alarmom in med naslednjim breaking news novico, kakorkoli. In tlele je v bistvu dokaz. Kaj imam v roki? Ves čas telefon. Ves čas imam telefon v roki. V bistvu si sploh nisem predstavljala življenja brez telefona. Ampak a veste, kaj je najbolj žalostno? Žalostno je to, da danes, ko ne živim več tega življenja in ko gledam ljudi okrog sebe, ugotavljam, da mi je vse več ljudi zelo, zelo podobnih. Na ulici, ko grejo čez prehod za pešce, v lokalu, ko bi se mogli pogovarjati z ljudmi, s katerimi so se dobili, na večerji, na avtobusni postaji, Bog ne daj, da si brez telefona. Ne? To je cela katastrofa. Ampak ti ljudje, ki jih opazujem, v resnici niso novinarji, niso uredniki, niso voditelji ene od najbolj gledanih televizijskih oddaj. Pa živijo, kot da so. Vsa ta leta sem v bistvu verjela, da sem odgovorna, da moram vedeti, da moram biti pripravljena, da moram biti povezana. Ampak zgodilo se je nekaj bolj pomembnega in sicer to, da sem ugotovila, da mogoče sem res bolj informirana, ampak v resnici moj spomin zelo peša. Moja pozornost pada, moja sposobnost koncentracije močno pada. In kaj je najhujše, postajala sem vse bolj resna. Vse bolj tesnobna, včasih tudi prestrašena, če želite. Nisem bila najbolj srečen človek, moram priznati, ob teh mojih pogledih v telefon. In samo da zaključim ta del, tudi ko sem prišla domov iz službe, to je bilo realno gledano okrog 8-9 zvečer, vse skupaj se je nadaljevalo. Treba je bilo pogledati, kaj smo dejansko naredili, torej lastno oddajo, treba je bilo pogledati, kaj je konkurenca naredila. In to kar med večerjo, namesto da bi se s partnerjem pogovarjala, namesto da bi karkoli drugega počela, jaz sem bila spet, moj pogled je bil spet usmerjen v zaslone. In tudi ko sem šla spat, dragi moji, moram priznati, ampak ja, šla sem spat s telefonom, včasih tudi ob polnoči, ob 1 zjutraj s kvadratnimi očmi. Zdaj, kaj to pomeni za samo novinarstvo? Ja, seveda, moji šefi so bili blazno navdušeni in v karieri sem res, takrat moram priznati, zelo hitro napredovala. Tlele boste videli, zelo hitro sem postala dnevna urednica, kar v bistvu za mene osebno je pomenilo, da se mi je spekter zanimanja zelo, zelo razširil. Iz prej samo notranje politike sem zdaj mogla, če sem prej obvladovala nek vrtiček, sem zdaj mogla obvladovati celotno njivo. Se pravi, zraven je prišel šport, pa črna kronika, kultura, tudi druge afere, ne samo politične, skratka cel spekter. Leta 2015 in tistele modre slikce so iz tistega časa, sem v bistvu kot voditeljica večerne televizije prvič stala v studiu in brala novice.
In spodaj piše neustrašno. Mogoče me je kdo res dojemal kot neustrašno, ne? Kot nepremagljivo. Ampak v resnici ni bilo tako. V resnici sem postajala vse bolj napeta, razdražena, tudi tesnobna, ampak sem bila v stand-by. Jaz sem bila pripravljena na novo novico, zelo, zelo obveščena. Ampak v resnici notranje krhka. In celo na dopustu, če pogledate zgornjo levo sliko, celo na dopustu se nisem znala odklopiti. Celo na dopustu sem šla brati novice. In ko sem dojela po 3-4 dneh, da mi tega res ni treba, sem zbolela, ker prej nisem imela časa zboleti. Tako da dejansko je bil to cikel, ki ni trajal samo teden dni, 1 mesec, ampak debelih 15 let. Zato vprašanje, ki si ga v bistvu nisem znala zastaviti, je, ali je svet res postal nevarnejši, da sem se tako počutila, ali pa so moji možgani živeli, kot da je. Ali me novice res samo informirajo, ali pa v naših možganih vzdržujejo stalno nek občutek ogroženosti. Mi vemo, da je strah eno od osnovnih, bom rekla, čustev preživetja. In morda ni problem samo v svetu, v katerem živimo in je čedalje bolj digitalen, čedalje več je katastrof, čedalje več je novic, pred katerimi roko na srce niti ne moremo ubežati. Morda je problem v tem, kolikokrat zavedno ali pa nezavedno aktiviramo svoj sistem preživetja. In danes si bomo pogledali 3 stvari. Predvsem, kaj ta digitalni svet dela našim možganom, zakaj nas novice in telefoni tako močno vlečajo in pa kako lahko ponovno prevzamemo nadzor nad svojo pozornostjo. Meni je to delno uspelo, delno še ne, pa vendar se mi zdi, da je to smiselno, da v sodobnem času vsi nekako spregovorimo o tem. Zdaj, če bi vas jaz vprašala, kako bi reagiralo vaše telo, če bi vas nekdo 5-krat, 10-krat na dan prestrašil v smislu, pazi, greste čez cesto, nič hudega sluteč, pa bi se nekdo za vami zadrl, pazi, nevarnost. In bi se to zgodilo 5-krat, 10-krat, 15-krat na dan. A bi reagirali mirno? Najbrž ne. Če vas vprašam, kdaj ste mogoče tisti droben stisk v prstih začutili, ko ste kaj prebrali na internetu? Naprimer, ali smo pred 3. svetovno vojno? Ali pa največje motnje oskrbe nafte v zgodovini? Ta je taka malo bolj aktualna. A ste kdaj začutili tisti neprijeten stisk, tisti milisekunden? Ja, to vse dogaja danes. In to, kar vsi začutimo, ko nekaj vidimo, zaznamo, morda samo preberemo, to v bistvu ni naša šibkost, to je ena sama biologija. In kot sem že rekla, v naših možganih sta v resnici 2 gumba. Vse skupaj bom zelo poenostavila. 2 gumba, ki sta zelo, zelo soodgovorna zaradi tega, kako se počutimo, ko spremljamo, beremo novice, ko scrollamo po telefonu, ali ciljno, ali pa brezciljno. In sicer, prvi gumb je v resnici strah, alarm. A veste, kaj je trenutno na sliki, kaj je tista rdeča pikica, glede na to, da je teden možganov? Kateri del možganov sem označila? Taka mandljasta struktura v sredini možganov, o kateri smo že danes nekaj spregovorili, pa ne dovolj morda, in zaradi katere smo v bistvu živi, nas še ni povozil avtobus, ali pa se še nismo pustili, da se nam kaj strašnega zgodi. No, ta majhna struktura v možganih, ki je obarvana z rdečo, je amigdala. In njena edina naloga je zaznati nevarnost in sprožiti reakcijo telesa. Njen način razmišljanja je zelo preprost. Zaznaj nevarnost
prvič, sproži alarm in tretjič pripravi telo. Problem pa je, da ta amigdala v resnici ne loči med levom v savani, torej resnično nevarnostjo, in pa med nekim naslovom, ki ga preberemo na našem zaslonu. In že nevropsiholog Joseph Ledoux je pokazal, da amigdala praktično reagira na zaznano grožnjo, še preden jo zavestno interpretiramo. To pomeni, da naše telo reagira, še preden razum sploh razume, kaj se sploh dogaja. In ko amigdala zazna nevarnost, aktivira ta stresni sistem. To pa vsi poznamo. Srčni utrip se nekoliko pospeši, mišice se zakrčijo, telo se pripravi na boj ali beg. Tudi če, na primer, samo sedimo. In če se to zgodi več 10-krat na dan, to zagotovo pusti posledice. Naš živčni sistem izgublja ta občutek notranje stabilnosti in ko naš živčni sistem predolgo ostaja v stanju alarma, se lahko začne pojavljati nekaj, kar vsi zelo dobro poznamo, in to je ta občutek tesnobnosti, nesproščenosti, napetosti. Zakaj vam to govorim? Zato, ker ta občutek, ki ga ima vse več tudi mladih, je močno povezan tudi z samozavestjo. Samozavest pa ni le čustveno stanje, ampak je tudi fiziološko stanje. Se pravi, če naše telo ni mirno, ni sproščeno, če nima te notranje varnosti, potem se bomo težko počutili samozavestno. Le takrat, kadar smo umirjeni, lahko širše, kritično in racionalno tudi dojemamo svet in ga presojamo. Digitalni svet pogosto pritiska prav na ta prvi gumb, torej na naš strah, na alarm, na amigdalo. In tukaj zgodba postane še bolj zanimiva, ker če bi vse to, kar mi beremo, kar mi v bistvu konzumiramo preko televizije, preko zaslonov, tudi preko telefonov, če želite, če bi vse to bilo samo strašno negativno, potem bi enostavno ugasnili to. Zaprli telefone, se ne ukvarjali s tem. Ampak si ga ne naredim. Zato, ker imamo v možganih še en zelo, zelo pomemben gumb, ki mu rečemo radovednost. Radovednost pa aktivira dopaminski sistem. Tole je v bistvu neke vrste kemična formula za dopamin. In če kdo misli, da je dopamin hormon sreče, kot mu večkrat napačno pripisujejo, naj povem, da to ni to. Dopamin je v bistvu nevrotransmiter, je kemična snov v možganih, ki sodeluje pri motivaciji in pri pričakovanju nagrade. Kaj to v bistvu pomeni? Da je dopamin sistem pričakovanja in pa raziskovanja. In pazite to, dopamin se v resnici ne sprosti takrat, ko nagrado dobimo, ko jo že dobimo, ampak takrat, ko obstaja možnost, da bomo nagrado dobili. Torej, dopamin ne signalizira nagrade, ampak pričakovanje nagrade. Najmočnejši ta dopaminski odziv pa se pojavi prav takrat, ko nagrada ni predvsem predvidljiva. In kaj je scrollanje? Nenehno pričakovanje naslednje novosti. Morda zanimiva novica, morda šokantna novica, morda nekaj, kar nas razjezi, morda nekaj, v čemer se najdemo, morda nekaj smešnega, morda nekaj brez veze, kar nam bo samo dalo neko veselje, morda nič. Vsak potek navzdol je majhen morda, tako kot pri igralnih avtomatih. Tisti, ki ste kdaj že vplačali loto listek, na primer, pa ste dali tistih 5-10 evrov, ste začutili ta mali dopaminski, bom rekla, sunek. Fajn se vam je zdel. Ni se vam zdel bedno, ker mogoče boste teh 5 evrov ali pa 10 evrov zafrčkali, ampak ste imeli tak občutek, top, to zna biti, to, mogoče bom pa dobil, skoraj ziher bom dobil. To je ta dopamin. In tako v bistvu delujejo tudi vsi ti mediji, socialna omrežja. Delujejo tako, da v bistvu pritiskajo na naša oba gumba, in na alarm, in na to radovednost, pričakovanje nagrade, kar naprej. Koliko od vas je že kdaj rekel, ok, samo še tale video pogledam, pa grem. In pol je minil 40 minut. Ja. Če naredimo samo en mogoče eksperiment, tak mini eksperiment,
Dajte si predstavljati, mogoče imate res telefon v žepu, ampak dajte si predstavljati, da imate telefon v žepu, pa da vam glih kar zavibrira. Mogoče je kakšna ful pomembna novica. Mogoče je vaš šef. Mogoče se je kaj zgodilo od doma, kaj rabijo. In pazite, zdaj vam zavibrira še enkrat. In zdaj čutite res potrebo, da bi to pogledali. No, to je tudi ta dopamin, ne? Ki se dogaja ob spremljanju vseh teh novic. Psihologi v bistvu temu rečejo Skinnerjeva škatla. A kdo ve, kaj je to? Ja? Friedrich Skinner je v prejšnjem stoletju preučeval vedenje, takrat pri živalih, večinoma pri golobih, večinoma pri podganah, kot je tudi na sliki, in ugotovil je, da se živali naučijo določenih vedenj, kadar pričakujejo določeno nagrado. Konkretno tale podgana se je naučila, da večkrat, ko zamahne po ročici, več je možnosti, da bo sem pa kaj priletela kakšna nagrada. In podobno se obnašamo tudi mi. Prav ta nepredvidljivost v bistvu ustvarja zasvojenost. In telefon, ki ga vi nosite v svojih žepih, je v bistvu vaša Skinnerjeva škatla v žepu. Torej imamo kombinacijo amigdala, ki zaznava alarm, strah, že prej smo govorili o doom scrollingu, in pa ta radovednost. In Skinnerjeva škatla ni samo nek stari eksperiment, ampak je nekaj, bom rekla, kar ima izraze tudi v sodobnem svetu. Doom scrolling, zombie scrolling, kompulzivno igranje in odvisnost od družbenih omrežij. Doom scrolling smo že povedali, ne? To je tisto, ko začnemo brati negativne novice in ne moramo nehati zaradi tega, ker naši možgani želijo informacije, želijo še več. Ne zato, ker nas te informacije veselijo, seveda, da nas ne, ampak zato, ker si želimo v bistvu zvedeti več informacij, da se bomo počutili bolj varne. Paradoks pa je, da se ponavadi počutimo manj varne in še bolj prestrašene. Zombie scrolling je nekaj drugega. To je v bistvu brezciljno scrollanje. Mi si rečemo, malo se bom šel spočit, ful sem zmatran danes, prišel sem iz faksa ali pa iz službe, pa se bom šel malo spočit, pa kar malo brezciljno scrollamo. To je zombie scrolling. Ampak naši možgani takrat, čeprav mi mislimo, da počivamo, ne počivajo. Še vedno čakajo na naslednji morda. Kompulzivno igranje v bistvu deluje na sistem nagrad, na sistem točk, na sistem nivojev. Resnično življenje je precej kompleksno, življenje v, bom rekla, igricah, od katerih je veliko ljudi odvisnih, pa je precej jasno. Igra je jasna in naši možgani imajo radi jasne nagrade. Odvisnost od družbenih omrežij kot zadnja takšna pa zadene še nekaj globjega, in sicer pripadnost. Mi smo pripadna socialna bitja in včasih je pripadnost določeni skupini, človeški skupini, pomenila tudi preživetje. Torej, če te je skupina izločila, potem se ti ni dobro pisalo. Že danes imamo v bistvu tako, da si želimo pripadati, sprejeti biti v skupini. Zato nekateri štejejo tiste všečke in se sekirajo, kadar nimajo niti ugledov, kaj šele všečkov. Zato. In če takšna vedenja ponavljamo vsak dan, to ni samo navada. To ni samo neka grda navada, to postaja trening. In več let so moji večeri izgledali precej podobno. Po kakšnih 20 minutah sem že začutila nekaj čudnega. Kljub temu, da sem imela občutek, saj sem se informirala, saj sem pripravljena. Če bi me kdo vprašal, kaj pa si sploh prebrala, bi se verjetno zelo malo spomnila, ker mi je koncentracija padala, ker so bili moji možgani prazni. Čutek je pa ostal tak beden, napetost, nemir, tesnoba. Glava je bila polna, ampak še vedno nepotešena po eni strani. To je tako, kot če je nekdo res zelo lačen in se potem naje bombonov in se zaradi tega zelo slabo počuti, ker se je najedel bombonov, ampak še vedno ni sit. Tako se jaz počutila, ko sem v bistvu konzumirala vse te informacije. In
Leta 2024 je založba Oxford University Press za besedo leta izbrala besedo brain rot. To ne pomeni nič drugega kot neke vrste gnitje možganov. Ko mi mislimo, da dobimo instant zabavo in odklop, ampak v bistvu izgubljamo ustvarjalnost, koncentracijo, sposobnost kritičnega razmisleka. Najpomembneje pa izgubljamo čas. In posledice gnitja možganov so v bistvu kar resne, ne? Mentalna megla, slabši spomin, težave s koncentracijo, krajši razpon pozornosti, več tesnobe, utrujenost možganov in tako naprej in tako naprej. Zato bi vam rada sporočila, da scrollanje, če mislite, da se želite samo malo pomiriti, samo malo oddahniti, samo malo spočiti, ni pasivno. Za vaše možgane je scrollanje trening. Za vaše možgane je scrollanje trening, tako kot je trening, če na primer se odločimo, da bomo igrali klavir in se naučimo vrhunsko igrati klavir. Ali pa da bomo, ne vem, peli in se naučimo vrhunsko peti. Če se odločimo, da bomo brezciljno scrollali, se bomo naučili točno tega, da bomo imeli težave z razpršeno pozornostjo, težave s koncentracijo in da bomo v resnici več alarma, več spodbujanja amigdale pri sebi spodbudili. Zato je zelo potrebno razmisliti, kako daleč lahko gremo pri tem. Danes v bistvu številni učitelji in profesorji opažajo, da največji izziv pri mladih se ne skriva v težavnosti snovi, ampak predvsem v koncentraciji mladih. Da nekateri mladi jim je že pol ure težko biti skoncentrirani, da se kaj naučijo. In posledica tega je tudi ravno to, ne? Se pravi preveč, bom rekla, možganskega treninga z hitro spreminjajočimi se informacijami. In zdaj tole, sodobni svet, platforme, ki jih gledamo. Večina platform, ki jih uporabljamo, je brezplačnih. Facebook, TikTok, kaj imamo še? Instagram, Snapchat, Netflix, ogromno nekih platform, za katere v bistvu mislimo, da so brezplačne, ampak v resnici niso. S čim jih plačujete? S pozornostjo, tako, s pozornostjo. In če je prejšnje stoletje bilo stoletje, ko, bom rekla, je črpalo nafto, 21. stoletje črpa pozornost. In to počne s temi metodami, ki bi jim lahko rekli attention fracking. Čim dlje ostanemo na neki platformi, tem bolj smo vredni. In to platforme ne počnejo zaradi tega, ker bi bile zlobne ali pa ker nam želijo slabo, ampak ker je to enostavno njihov poslovni model, ki učinkuje in ga seveda ne bodo spreminjali v korist človeštva. Naš živčni sistem v bistvu postane del ekonomije. In pozornost, veste, ni samo produktivnost. Pozornost je tudi čas, je življenje. Vsakič, ko nekomu namenite pozornost, mu namenite tudi del svojega življenja. In jaz sem prepričana, da vsi mi, ko bomo zadnji dan svojega življenja odštevali tiste zadnje ure ali pa minute, si ne bomo želeli še ene novice, si ne bomo želeli še enega scrolla, še enega lajka, ampak si bomo želeli naš čas preživeti s tistimi, ki jih imamo radi in biti tukaj in zdaj, biti pozorni na tisto, kar res šteje. Ker pazite to, vse več raziskav, sploh pa med mladimi, dokazuje, da preživimo na svojih telefonih, na zaslonih že kar 3 ure dnevno. 3 ure dnevno je 45 dni na leto. 45 dni na leto pa je 1 leto v 10 letih, preživetih na telefonu. Lahko bi rekli, da nas v bistvu ta digitalni svet uničuje tako tiho, nezavedno, tako kot kuhana žaba. Poznate ta izraz kuhane žabe, ki se ne zaveda? Ja? Tako da je mogoče treba biti malenkost bolj odgovoren. Jaz vam ne govorim o tem, da bi mogli odklopiti se od digitalnega sveta, odklopiti od novic. Nikakor ne, nemogoče je. Kako pa bomo konkurirali in parirali temu svetu? Niti ne govorim o tem, da bi se mogli umakniti v gozd, da bi mogli izklopiti vse aplikacije ali pa izbrisati. V bistvu vam govorim samo o tem, da prevzamemo nadzor nad tem, kaj pravzaprav počnemo.
ker mi razdajamo svoje življenje, svojo pozornost s tem. Zato nekaj hitrih predlogov, ki jih tudi sama izvajam, kadar le lahko, telefon naj ne spi z vami. Zakaj? Ker spalnica je prostor regeneracije in če je telefon na nočni omarici, je vaš živčni sistem še vedno v pripravljenosti. Podzavestno čakate signal, podzavestno čakate neko lučko, ki bo zasvetla in možgani ne preklopijo popolnoma v počitek. In tudi zjutraj, namesto da bi se zbudili in pogledali svet okrog sebe, veste, da je tam telefon in da lahko tja pogledate in se naužijete tega tujega digitalnega sveta. Prvih 10 minut dneva ali pa lahko tudi prvih 30 minut dneva je zelo pomembnih, da jih preživimo brez telefonov. Zakaj se vemo, da zjutraj, ko se prebujamo, so naši možgani v alfa stanju in takrat je zelo pomembno, na kakšen način dojemamo svet okrog sebe. Če se takoj priklopimo na nekaj digitalnega, takoj sprožimo spet to amigdalo, torej prvi gumb. Dopaminski efekt nam bo pa takoj avtomatično sprožil drugi gumb, torej radovednost in smo že ujeti v to past v bistvu nezavednega scrollanja. In namesto, da bi bili takrat mirni, pomirjeni, da bi kakšno lepo, pozitivno namero za tisti dan ustvarjali, smo takoj ujeti v ta sistem novic. Notifikacijski minimalizem, to enostavno pomeni, da si notifikacije utišamo, ker roko na srce niso čisto vse pomembne, te novice, ki jih dobimo, oziroma ta obvestila. 3 sekunde zavesti, naprimer, da preštejete do 3, preden odprete kakšno aplikacijo, v smislu, zakaj to odpiram, zakaj to rabim, a res to rabim, ali pa bom pogledal, ampak bom ostal samo minuto ali pa 2. Se pravi, da greste zavestno v to, ne pa kot v bistvu na nekem avtopilotu, brez zavedanja. Samo vprašajte se, samo vdihnite. In pa na koncu sivinski način. To pa vedno več ljudi uporablja. Sivinski način nič drugega ne pomeni kot to, da si svoj mobilni aparat lahko tudi samo ob določenih urah nastavite na sivinski način, kar v bistvu pomeni, da bodo vaše aplikacije, kjer berete te novice, nekoliko manj privlačne, torej bodo na ta drugi gumb dopaminski sistem nekoliko manj pritiskale. In če zaključim. Kaj mislite, da je v tej škatli? Kako? Dajmo pogledati. V tej škatli je zagotovo pozornost. Meni zelo, zelo pomembna, vam zelo pomembna, ampak ne samo to. V tej škatli je tudi moj notranji mir. Tudi to izgubljam. V tej škatli nista samo pozornost in notranji mir, ampak je tudi moja izkušnja sveta. Ker, veste, naši možgani so v bistvu, bom rekla, zelo tako, naša zavest je kot, bom rekla, naša pozornost je kot nek reflektor zavesti. Če bi se vi zavedali vsega, kar vas obdaja, naprimer, če bi se zavedali zdajle, da vas obdajajo, da vas mogoče čevlji tiščijo, da čutite spodnje perilo na sebi, da mogoče ženske niste najbolj primernega modrca danes oblekle, bi se vam verjetno zmešali, ampak vi ne dajete pozornost temu, zato vaša, bom rekla, izkušnja sveta ni takšna, ker ne dajete pozornost temu. Pozornost verjetno dajete nečemu drugemu ta trenutek. In če dajete svojo pozornost temu, kar ves čas preberete okrog sebe, potem temu dajete pozornost in je vaša izkušnja sveta digitalna, ne pa realna. Naprej. Čas. Moj čas je zelo vreden. Časa ne morem nikoli dobiti nazaj. Ne morem ga kupiti nazaj. Zgubila sem ga. Spomnite se. 45 dni na leto. In še del mojega življenja. Tako da jaz vas s tem predavanjem v bistvu ne želim pozvati k temu, da živite asketsko, ampak samo, da se vprašate, komu ali čemu dajete svojo pozornost. Da se večkrat na dan to vprašate, ali je res vredno. Zaradi tega, ker pozornost je nekaj, kar je v bistvu vaše življenje. In tukaj imam tudi tole štempilko, zato da jo lahko odnesete domov, si lahko štempljate. In če je karkoli, da vam lahko dam za domov, je mogoče prav to, da se danes zvečer in pa jutri zjutraj, če se bo še obdržala, če jo ne boste sprali dol, vprašate,
Komu ali čemu bom pa danes dal svojo pozornost? Ker jaz verjamem, da tisti vaši bližnji, ki jo morda čakajo, ki si jo morajo izboriti, vam bodo zelo hvaležni. In ko se boste vi navadili, da je lahko življenje zelo, zelo lepo, zelo, zelo zabavno, tudi takrat, ko malo pogledamo stran od teh katastrofičnih novic ali pa od teh, bom rekla, zanimivih, kratkih videov, da je lahko resnično življenje tudi zelo, zelo lepo, prav nič dolgočasno. In hvala za vašo pozornost, pa ne samo za pozornost, hvala tudi za vaš čas, hvala za vašo izkušnjo in hvala, ker ste s tem, ko ste prišli na to predavanje in na ta teden možganov, temu festivalu Tedna možganov posvetili del svojega življenja. Hvala za predavanje. Zdaj pa imamo še 2 vprašanji iz občinstva. Najprej, kako ustvariti ravnovesje med svojim mirom in nespremljanjem novic ter med družbeno odgovornostjo po informiranosti? Ugante, kdo včeraj ni gledal tega velikega soočenja 2 političnih prvakov, pa bi še 1 leto nazaj to jemal kot smrtni greh? Jaz. Tako da, ja. Sedaj jaz, čeprav že dobro leto dni nisem več v tem divjem svetu novic od jutra do večera, sem še vedno zelo dobro informirana, ampak selektivno izbiram novice. Načeloma preberem res samo tisto, kar me zanima, velikokrat ostanem res samo pri, bom rekla, naslovih in kakšnih povzetkih, ne poglabljam se in sem izstopila iz te centrifuge novic in tega ponorelega divjega sveta. Da se, predvsem pa cenim tisto, kar sem zamudila prej v tistih 15 letih, kar zdaj imam, prej pa nisem imela. Hvala. Pa še drugo vprašanje. Kaj je bil odločilen trenutek, da ste se umaknili od konstantnega iskanja informacij, pogledovanja na telefon? Moj otrok, ki je bistveno bolj pomemben od vseh teh novic, moj otrok, moj partner, ki me potrebujeta, pa tudi to, da sem začela v navideznem dolgčasu uživati, ker ta dolgčas je tisti, ki, bom rekla, mi je spet to kritično mišljenje dal, spet sem se začela pogovarjati sama s sabo, spet sem se začutila in dal mi je ustvarjalnost, kreativnost. In če lahko samo eno hitro anekdoto ob tem dodam, prejšnji teden je bil moj 4-letnik kaznovan, ker se je grdo obnašal in 1 teden ni smel gledati risanke. Ampak po 2-3 dneh jamranja, zakaj ne smem gledati risanke, risanke, je v bistvu ugotovil, da je ta dolg čas, ki ga je imel za dolg čas, v bistvu zelo zabaven, ker je se naučil številke, zdaj zna šteti do 40, veliko je, bom rekla, napisal, veliko je pobarval, pobarvanka je v bistvu cela pobarvana in ugotovil je, da ima ful veliko igrač, za katere sploh ni vedel, da jih ima in so blazno zabavne, tako da v bistvu mu zdaj te risanke sploh niso več glavni motiv, preden gre spat. Hvala še enkrat za predavanje in za odgovore na vprašanja. Hvala. Tole je bilo torej naše zadnje predavanje. Še enkrat bi se rada zahvalila FENS-u, Fundaciji Dejna, Ministrstvu za zdravje, Rošu, Sinevu in Arisu ter drugim sponzorjem in donatorjem, ki so nam omogočili